Pa dajmo uloviti saj ta lep košček. Lepo. Ne, da se ne piješ. Samo čuj. Malo se bolj nazaj. To zaradi zvočnika. Ne, to zdravo. Bomo tole. Ja, kaj bomo šotor jemali. Gospod Partljič vas je pozval, da sestavite takšno vlado, ki bo več dajala, kot jemala, in pa tudi, ki se bo s ponosom pogovarjala v tujini in predstavljala Slovenijo. Mislim, da se vsi želimo take vlade. Mislite, da smo lahko optimisti glede tega? To je odvisno od poslank in poslancev, od voditeljev političnih strank zastopanih v parlamentu. Ste prav gotovo politik, ki se je največkrat udeležil srečanja pri Najevski lipi. Zakaj tako radi prihajate sem? Najprej zaradi tega, ker so se ljudje tukaj vedno trudili, da bi obujali spomin na tisto enkratno enotnost, ki je krasila slovenski narod v času osamosvojitve. Slovenci smo nenazadnje tisto poletje razglasili in ubranili samostojno državo. Korošci so jim pa tukaj tistim, ki so bili najbolj odgovorni za ta uspeh, priredili sprejem in takrat se je zdelo, da smo si Slovenci zapomnili pomen enotnosti, da enotni zmoremo vse, celo nemogoče. Mislim, da je koristno ohranjati spomin na te posebne dogodke, tudi takrat, ko je potreba po neki enotnosti manjša. Nikoli ne vemo, kdaj nam bo zgodovinska usoda znova naložila to odgovornost, da se ne bomo razklali, ampak da bomo znova enotni. V tem času pa moramo sodelovati. In tudi oblikovanje nove slovenske vlade je v marsičem odvisno od tega sodelovanja. In kot predsednik republike, ki sicer v tem postopku da mandat oziroma podeli predlog državnemu zboru za predsednika vlade, si bom prizadeval za to, da bi bilo to čim bolj izpostavljeno. Se boste še vedno prizadevali za to, da bi mandat podelili relativnemu zmagovalcu? To je odvisno od vodij poslanskih skupin, ki me bodo v ponedeljek in torek obvestili o njihovih stališčih. Jaz sem povedal že zdavnej nazaj, nenazadnje sem tako ravnal pred 4 leti, ko sem mandat podelil Miru Cerarju, da če stališča poslanskih skupin ne bi bila dovolj jasna, da bom mandat podelil zmagovalcu največje stranke zastopane v parlamentu. Tako pričakujem v ponedeljek in torek, ali so se poslanske skupine glede tega trdno odločile. Sprejel sem na znanje poziv predsednika parlamenta, da ukoliko morda v ponedeljek in torek stališča še ne bodo dovolj jasna, bi bilo pa pričakovati, da bi bila nekoliko jasnejša v naslednjih dneh. Utegnem imeti pogovor s kakšno od poslanskih skupin, ki ne bo imela jasnega stališča v ponedeljek ali torek, tudi konec tega tedna, naslednjega tedna. Tako da bo vendarle v začetku prihodnjega tedna, mesec dni po volitvah, prva priložnost, da jaz in nenazadnje vsa slovenska javnost izve, ali nekdo uživa potrebno večino. Če jo kdo drug od relativnega zmagovalca, potem je relativni zmagovalec že povedal, da ne bo sprejel mandata, ampak ga bo prepustil tistemu, ki izpričuje tako večino. Tako da se mi zdi, da so glede tega pravila popolnoma jasna, da jih tudi vsi z tega vidika sprejemajo. Zdaj gre za odločitve vodij poslanskih skupin. Če bom lahko iz njihovih stališč razbral jasno voljo, potem bom imel toliko lažje delo, to si tudi želim, glede predloga za predsednika vlade državnemu zboru. Če se to v ponedeljek in torek še ne bi zgodilo, bi pri kakšni od poslanskih skupin, ki želi imeti nekaj več časa za premislek, to spoštoval in počakal na zaključek tedna, jih takrat še enkrat povabil. Potem pa bo skoraj da že čas, da sprejmem odločitev, se mi ustava daje 30 dni, da po konstituiranju državnega zbora tako odločitev sprejmem. To bi bilo v tem smislu skoraj da 20. dan po oblikovanju državnega zbora. Razumeti morate, da
bom potem, ko bom opravil pogovore z vodji poslanskih skupin, seveda govoril še s potencialnim kandidatom za predsednika vlade in moram dobiti njegovo soglasje. Tako da je tukaj nekaj pogovorov, ki me čakajo tudi po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin. Vsekakor naj povem, tudi v luči mojega poziva, da se vsi pogovarjajo med seboj in ugotovijo, ali in koliko politične volje za sodelovanje je, da bom tudi jaz opravil pogovore prav z vsakim in z vsemi, za katere bom sodil, da lahko na osnovi teh pogovorov sprejmem odločitev, ki jo je mogoče utemeljiti. Najbolj pomembno pa je, da ima kandidat za predsednika vlade tudi potrebno večino v državnem zboru. Če bi se izkazalo, da je po vseh posvetovanjih, tudi v drugem krogu, ne bi bilo mogoče določiti, potem se mi zdi edino prav, da dam to priložnost prvemu, če ne bo zavrnil predsedniku največje v parlamentu zastopane stranke. Hvala lepa. Gospod Patrik. Jaz bom do tako kot smo bili. Torej, boste danes tukaj sestavljali koalicijo, kot ste omenili? Ne, hvala Bogu, sem daleč od tega. Ravno kar ste govorili z nekom, ki je za to odgovoren. Upam, da mi poslušalci ne bodo zamerili, da me na nek način zabava. Recimo, pa in poduk sem dobil, se mi zdi zabava me to, da se ljudje ne udeležijo volitev, kamor pridem, pa zdaj povsod sestavljajo vlado. Ljudje še v domu za ostarele so me najprej vprašali, kaj mislim, kdo bo dobil. To se mi zdi zanimivo. Potem, kar zadeva tega tako imenovanega zmagovalca v prvem krogu, se mi zdi na nek način poučno, pač v mojih očeh, ki sem vedno sedel blizu sredine, pa malo vlevo, da nekdo, ki po mojem mnenju kar naprej drugim kaj očita, na nek način išče sovražnike bolj kot prijateljev, na koncu ostane sam. Celo tisti, ki imajo podobne programe kot on sam, se nekako distancirajo in kdor žanje nesimpatijo do drugih in na koncu pobere sam. To se mi zdi en poduk, zlasti se mi zdi komično. Jaz sem sicer poročna priča, kot veste, Zmagu Jelinčiču, drugače se mi pa zdi komično, da pravzaprav v političnem dialogu na nek način najmanj kulturen poslanec misli, da bi lahko bil minister za kulturo. Tako da, hvala Bogu, jaz sem v poziciji, da lahko za neko dištanco, čeprav ne pišme vuhovsko, to spremljam. Niti malo se ne veselim novih volitev, ker bi to pomenilo še manjšo udeležbo. In se nekako zanesem na Boruta Pahorja, da bo to že uredil, če tudi mene, nisem mu pa danes tega rekel, če nisva bila sama. Ta njegova izjava, da malo sledimo Evropi, ki ima močne voditelje, jaz verjamem, da je mislil pozitivno, ljudje pa so vendarle razumeli in se razgledali malo okoli Slovenije, ker so močni voditelji, slaba demokracija, da ne govorim, da ima Evropa izkušnjo, kaj se je zgodilo, kadar so prevzeli oblast močni voditelji. Jaz mislim, da noben naš potencialni kandidat nima teh dimenzij, da bi mu lahko na to mislil. Kljub temu pa bi bil previden v taki izjavi. Gospod predsednik me je rekel, ko smo dal knjigo, da še ima čas, da veliko bere. Drugače sem mu mislil tudi svetovati, da mogoče rajši na maratonu kak kilometer manj, pa kakšna knjiga več. Ampak ga na nek način poznam kot kulturnega človeka in upam, da bo mojo knjigo prebral. Naučiti se pa res nima kaj v njej. Mogoče samo še to, kako gledate pa trenutno na sestavljanje koalicije, leva sredina se pač sestankuje, se dogovarjajo, sklepajo neke stvari, medtem ko predsednik SDS-a Janez Janša pa bolj malo sodeluje pri tem. Ja, predvsem Janša ima kilometrino in znanje in moram tudi reči kapo dol
kako se je obnašal med letošnjo kampanjo. Res pa je, čeprav je tudi tu urednik njegove televizije, da so pa tisto delo opravili na TV24, ali kako se reče, pa drugi. Sam je pa bil, bi lahko rekel, skrajno dostojanstven v času kampanje. Ne sprašujete pravega človeka. Zdaj vsi drugi me sprašujejo, kdo bo svetovni prvak v nogometu. To nekakdaj se sprašujem. Visti moj interes. Kot rečeno, upam, da bo vlada, ki bo kaj dala, ne samo je mala. Jaz sem bil dovolj dolgo v parlamentu, da vem, če je treba kaj dati, pa če je država kaj dolžna, pa tudi če plačuje dolgove, gre to tako zelo počasi, če pa vzame čez noč. Bi bilo boljše, da je bila vlada, ki bi kaj raje dala, kot vzela, ki bi pozivala k enotnosti in nas ne bi tožila tiste, ki je ne marajo, pa ki je v Evropi, in da bi bila zlasti v dialogih z Evropo, recimo pod narekovaji, dostojanstvena. Strinjam pa se, da recimo v dosedanji vladi, recimo zunanja politika bila šibka točka. Ne vem, kaj imamo v rezervi za novega ministra, pa če smem še to reči, na nek način sem vseeno presenečen, ne da bi ga jaz kaj v mislih forsiral, da na vse zadnje dosedanji premier ima nekaj za pokazati. Ni slabše, ko je on prevzel oblast. Ampak volivci to niso opazili ali pa tudi niso želeli nagraditi. Mora imeti nek drug pomanjkljaj. Jaz ga ne vidim. Sem mislil, da bo z tem nekim vzponom relativnim in nenazadovanjem dobil malo več simpatij. Še?